Drage dame, dragi džentelmeni, zaljubljenci, upornice, sanjači, verniki, luzeri, piflerke, alternativci in tisti, ki poskušate biti normalni, pa verjamem, da ne gre. Lep pozdrav. Jaz sem Katja. Po slabem mesecu smo nazaj. Se opravičujem, malo me je zaneslo v tujino in nisem sfolgala narediti nove epizode, ampak še zadnjič v tej sezoni v podcastu Rožnata dolina. Za vse tiste, ki ste z nami prvič, dajte se naročiti na njo, jo komu poslati ali pa deliti, če vam je všeč, sicer pa samo uživajte v poslušanju. Če pobrskate po prejšnjih epizodah, zdaj bo poletje, bomo imeli malo več prostega časa, lahko najdete vprašanja in odgovore o tem, če imeti otroke ali ne, kaj pomeni iti živeti v duhovni center, kaj pomeni biti nekaj in 20-letna kraljica ulice ali pa nekaj in 20-letna nuna. Najdete tudi uvid v svet gaminga, influencerstva, transpolnosti in mojih možganov, ki se od dneva odvisno enkrat bolj, enkrat manj sučejo po vseh oblikah in kanalih eksistencialnih kriz. Ampak danes je zadnja epizoda in danes sem v Rožnato dolino povabila enega fanta, je frontman, je vodja in ustanovitelj benda, polni koncertne dvorane, obnorel je mlade in ta stare, ima večtedenske turneje po Nemčiji, Avstriji, Franciji, Švici, Italiji, Belgiji. Špili njegovi so vnaprej razprodani, ampak ni rock zvezda, si Oberkrajner zvezda. Sem vnuk, harmonikar, veseljak, muzikant predvsem. Jaz mi rečem, ko me ljudje vidijo, vedo, da bo nekaj dobrega prišlo, vsaj da bo veselo, da ne bo neke more. To pa res, ne si prišel tako nasmeja. Ja, da si tak, ja, super, torej prestolonaslednik Avsenikov, ti pravijo, Saša Avsenik, bi se strinjal s tem, da si prestolonaslednik? Tako je, publika se mi zdi, da je tista, ki to določa. Jaz sem nekako se tega prestola lotil, tako da ga sploh nisem ciljal nanga, ker sem začel zelo ljubiteljsko se ukvarjati z glasbo. Šel sem v smer turizem, recimo, kar se šole tiče, in usporedno sem vadil harmoniko, bobne, kakšne druge inštrumente, tudi kakšno kitaro, prijel pa bas. V glavnem, iskal sem se, kje se najdem v glasbi, in videl sem, da imam publiko, ki so se zelo veselili, predvsem rekel oboževalci še od starega Ata Slavkota, da je nekdo poprijel za harmoniko, tudi iz družine. Jaz sem pa videl, da je bilo veliko ansamblov in sem se rekel, Ata Slavko je bil eden in edini, tega ne more noben zamenjati. Kot oboževalc to lahko počnem in vesel sem, ker je na naši sceni zelo veliko kvalitetnih dobrih glasbenikov in si ne morem reči, da je prestol moj zaradi tega, ker to pač res publika pove pri nas. In to pove na ta način, da pride na koncerte in te podpira. In koncerti so polni, tudi zelo si zaseden. Na zadnji, ko sva se klicala, si rekel, da greš na dvotedensko turnejo v Nemčijo. Kje vse nastopaš pravzaprav tako po svetu oziroma Evropi? Ja, letos bomo imeli prvič Romunijo, drugače smo največ po nemško govorečem področju, največ se nas vidi seveda doma v Sloveniji, potem v Avstriji, majhen več še v Nemčiji, ker je to 80-milijonski trg. Letos smo bili že v Švici, pa seveda kakšna Francija, tam tudi, kar imajo še malo korenine z Alpam, pa s hribi, pa tako naprej, s tradicijo. V Kanadi smo bili 2-krat, v Ameriko nismo uspeli priti, ker nismo imeli papirjev urejenih. Tako da bili smo tam, ampak samo na meji. Prišli ste do meje in potem ste mogli nazaj. Bili smo v Kanadi in ideja je padla, da bi še šli v Ameriko, tako zelo spontano je bilo in takrat na pol je bilo, če bi rekli, da gremo na izlet, ja bi šlo to čez, tako pa, ker so nas hoteli kot nek hud band predstaviti, so nas pa seveda na papirjih začeli loviti in se potem to ni šlo. Tako da imamo to še v dobro. Imate še v dobrem. Slišala sem en podatek, ne vem, če je resničen, da so te tudi vabili v Disneyland? Tudi? Dobro slišaš. Ja, dobro. Dali so nam ponudbo za 9 mesecev, da bi šli z družinom tja in so rekli, da ko bomo pač tam 9 mesecev, da bo sicer garanje po vse, da bomo imeli 5 dni po 5 predstav, po 25 minut. Meni se to ful dobro dopadlo, ampak potem sem pa vprašal, kako je s tem in so rekli, vsak dan imaš istih 25 minut za nastopati in se mi je zdelo, da je to na nek način kakor neka tovarna. Glasbo bi delal kakor po tekočem traku in vse nas je zanimalo, sploh zaradi tega, ker je to Florida, Orlando, zelo mikovno, pa da bi lahko vzeli recimo svoje partnerje s sabo. Ful dobro. Potem so se pa z Atom Slavkotom, ki je bil še takrat živ, pogovarjala
in je najprej rekel, moraš iti super pa Amerika, potem je pa 1 uro premislil in sva se pogovarjali, rekel, ti imaš tukaj Disneyland, je rekel, kaj imaš Slovenijo, ki je veliko boljš od Amerike, imaš slovensko publiko in to ste že tukaj naredili, sej ne, da bi nas pozabili, ampak na nek način potem bi prišel v rutini tistih 25 minut, tukaj bi pa lahko nove komade razvijal, pa se na sebi delal, ne, in se mi zdi takrat, da je bilo prav, da smo ostali v Sloveniji. Torej, umetnost je na prvem mestu, biznis na drugem. Pa rečemo življenje na prvem mestu, ne, ker jaz bi rekel, da glasba na nek način ni zdaj tisto v prvi vrsti za mene kruh, je pač posledica tega, da to rad delam. Vse ostalo, kar je pa s tem povezano, mi pa omogoča, da od tega živim, ampak med korono smo videli, ne moreš delati načrtov, lahko si želiš, ne moreš pa načrtovati, ker ne veš, kaj bo prišlo vmes. Tudi zdravje, bolezni mogoče najbližjih, če se kaj zgodi, in tako da sem se navadil tega, da tako, kar je pač trenutna situacija, ker bo pa ne vemo in smo odprti. Super. Glede na to, da dosti koncertiraš naokoli, me zanima, če te bolj ceni tuja publika ali domača? Jaz bi si kar upal reči domača, zaradi tega, ker mi, ko smo prišli v Nemčijo, smo prišli v en kraj, ker smo prvič zaigrali naš program in so bili zelo euforični, navdušeni, skakali po mizah in vse super. In potem pridemo spet tja čez 2-3 leta, in si rečeš, spet so veseli, zato ker nas dolgo ni bilo. V Sloveniji so pa res ljubitelji te glasbe, ki pa pridajo večkrat na leto, pridajo na veselico, kupijo karte za Križanke, kupijo karte za Cankarjev dom, za Ljubljanski grad in nas podpirajo, poleg tega nas vrtijo po radijih in tako v glavnem se mi zdi, da bolj z nami živijo. Tako da bi rekel, tako dolgoročno je Slovenija sigurno ima najboljšo publiko, ker ta glasba res od tukaj izvira. In presenetljivo, v bistvu, vedno na Instagramu objavim, da je moj naslednji sogovornik in tokrat sem tudi tebe in sem v bistvu upala, da bo priletelo kakšno vprašanje. Tudi ti si bil skeptičen, kaj ne? Jaz sem bil skeptičen, zaradi tega, ker če grem recimo na Val 202, se pravi na Veseljaka, na Gorenca, na te radije, ki nas ponovadi vrtijo, bi rekel, da nas tam že poznajo, pa da vejo, kdo sem, pa tako, da imajo mogoče kakšno vprašanje, če bi me kaj srečali, kaj bi me vprašali. Na Valu 202 sem si pa rekel, razen, da sem kaj s Planico, pa da sem sam tudi, recimo, včasni poslušalec vašega programa, sem rekel vprašanje, koliko imajo kaj tukaj povezave z našo muziko in sem ful vesel, da je bil tak odziv. Ja, veliko je bilo odziva in tudi fani so spraševali, ker naprimer Zalko zanima, a boste tudi letos imeli kak hud špil v hribih, ker da to je bilo pa res top. Ja, v kratkem bo en tak top, to bo na Veliki planini nad Kamnikom. In zakaj so to top špili? Jaz mislim zaradi tega, ker to je čist drugačno okolje. Naša glasba opeva veselje, hribe, naravo, v bistvu Ate Slavko, ki je v Begunje prišel, je gledal, za kjer hrib še nima skladbe in tako. In ko si ti v hribih, nekako te pesmi, ta sporočilnost dobijo čist drugo dimenzijo, kot če si ti nek v eni betonski dvorani noter. Ja, tudi ko sem šla na tvojo spletno stran, sem gledala tiste fotke vaše profesionalne, to je bilo idilično med tistimi Alpami, na tistih travnikih. Res cool. Ja, za kakšno reklamo, ne? To je vse v Sloveniji. Ja. Ok, še eno vprašanje Fenice. Mijo zanima, kaj so čobice. Aha. Štajerka, frajerka, lepe čobice imaš, to je z nekega komada. Ja, ti veš, a ne, kaj so čobice? Bi rekla, če je to povezano s šobicami, bi to bile lahko ustnice? Jaz tudi tako mislim, jaz sem Gorenc, ampak do tega je tako prišlo, da imam za ženo, za partnerko Štajerko, ona prihaja gor iz občine Hoče Slivnica in moj oče je napisal to skladbo z aranžmajem, z besedilom. In je te malo štajerske fraze noter, da zdaj moja tašča bi rekla, če je slabšalno, bi rekla, te bom po lapah, ne, te po ustah, bi lahko rekla, če pa ljubkovalno, tako ko imamo pa zale otroke, se pravi 2 hčerke, so pa, kako ima šobice, kako se šobija, ne, so pa ustike, šobice. Evo, Mija dobila svoj odgovor iz prve roke. Kaj pomeni, Sašo, biti v bistvu band leader, torej vodja benda? Velik. Na nek način si delodajalec, na nek način si hud diplomat pa psiholog. Kako to misliš? Tako je, ne? To je 7 ljudi pri nas v ansamblu in vsak se mora počutiti najboljš, tako v bistvu strmiš kot nek oče neke družine,
da vsak, ki pride zraven, tudi če je prišel kasneje, eni so z mano že 14 let, nova zasedba, zdaj novi člani so zraven se priklopili pred 3 leti in zdaj nočeš imeti nekih taborov v bendu. Vsej včasih se zgodijo, kdo s kom potegne, pa tako in je to vse legitimno, ampak na odru mi ne smemo biti po taborih, moramo biti kot ena močna enota in zdaj po 14 letih, ker imam ekipe, da imam tako ekipo, da sem zelo ponosen na njih, ker gremo lahko 3-krat spimo v kombiju v enem tednu, pa naredimo 3500 km, to je bilo prejšnji teden, da smo šli iz Slovenije, iz Štuka, ki smo igrali za mlade diskoteke za 1200 kart prodanih, smo šli v Hanover za slovensko firmo, to je bilo 1000 km stran, tam odigrali, šli nazaj na Bavarsk, šotor za 2000 ljudi, potem v Švico, potem iz Švice še 2 veselice v Sloveniji. Skratka, ko bi lahko rekel, da se nekje zmatraš, pa da so to že neke take meje za enega normalnega človeka, smo si mi naredili super žurko in smo rekli, še to bomo stisnili, imamo motivacijo. In bom rekel, je fajn, ker je 7 ljudi tako motiviranih in zdaj prepoznati v njih talente. Eden je zelo usmerjen za glasbo, en je zelo usmerjen za to, da ima pozornost, da se s publiko ukvarja, nekdo mu leži humor, tretji mu številke, pa administracija in zdaj iz teh ljudi to vam potegniti in jim tudi dati svoje mesto je včasih izziv in moraš biti potrpežljiv, miren, sploh pa reakcije se učim, da ne smejo biti čustvene, čeprav je najbolj iskrena reakcija čustvena reakcija, po mojem, ker takoj pokažeš, kako je, ampak ker se greš pa tako posel, pa take stvari, odnosi z ljudmi, moraš počasih po mojem, na mojem mestu vdihati, premisliti, pa res biti pazljiv. Jaz večkrat rečem, beseda, ki jo imaš ti v glavi, imaš ti na dno moč, tista, ki je pa izgovorjena, izrečena, ima pa nad tabo. Se ti zgodi, da kdaj izgubiš nadzor? Ker zgledaš tako zelo pomirjen. Ja, jaz sem zelo slab človek se zaskregati, tako pravijo in doma in vsi, ker dolg časa imam to, bi rekel, toleranco. Se pa zgodi, da včasih mi pa res kaj vseka, recimo tako že kakšen CD-van iz avta leto ali pa ne vem, ženo, ki se mi ne dajo, ozignem pa jo prestavim v sobo. Aha, kratko. Ja, ampak to se je mogoče 2krat zgodilo v 12 letih, ja, da sem rekel, zdaj pa dost. In že ona je bila potem v bistvu ne jezna, ampak zadovoljna, ker je rekla, no končno si se odprl. Aha, da vidi to plat, to živo plat, ok. Ampak tako, ker sva govorila o turnejah, pa o teh naporih in ne vem, če pomislimo na kakšno rock'n'roll turnejo, ponovadi imamo idejo, ko zgleda rock'n'roll turneja iz kakšnih filmov, tako, ampak kako pa zgleda turneja narodno-zabavnega benda? Pri nas je tako, da moji člani, ki so zapustili bend, so rekli, da je bilo skozi nekaj šlo naprej, se pravi, mi smo odigrali avstrijsko turnejo in ti greš iz kraja v kraj, se pravi, zjutraj se zgodaj vstane, ker se gre potem spet na potovanje, zvečer se gre pozno spat in če se ti hočeš na odru funkcionirati in dati nek tak profesionalen odnos, moraš biti kar discipliniran s hrano, s pijačo, sploh tudi z alkoholom in tako naprej. Tako da vsi so rekli, ker so šli ven z benda, da je bilo škoda, ker nikoli ni bilo časa za kaj proslavljati, skozi se je nekaj naprej hiteli, smo naredili Cankarjev dom, smo se začeli pripravljati za božičen program, ni bilo božičnega programa, ko smo šli za avstrijsko turnejo, zdaj imamo za veselice. Tako ta rock'n'roll življenje so pa res, se mi zdi, slovenske veselice, to pa zaradi tega, ker smo bližji, ni toliko potovanja, mi se pripeljemo pol ure pred nastopom, vse je pripravljen, gremo na oder in potem se to začne, rekel, to nočno življenje, ki je mogoče tabu tema včasih, kaj se tam vse dogaja. Seveda se pa trudimo, da se ne poslužujemo alkohola, vsaj ne do konca, pač dokler smo na odru. Smo že imeli kakšnega člana, ki potem ni vedel, kjer komad, kjer dur in tako. In na nek način pri temu imenu, ki ga mi zastopamo, skozi obljubljamo neko kvaliteto in se ne moramo prvošati nekih izpadov. Sploh pa drugi časi so, ki so bili včasih, danes se veliko vidi na Instagramu pa na TikTokih slike rockerja iz 80-ih pa rockerja iz 2000, ja. Ampak dejstvo je, danes minimum posnetkov Joe Cockerja, kako je bil recimo pijan. Mogoče 2-3, nekaj tega obstaja, sem gledal dokumentarce, ki se je parkrat to pokazali, ampak mi danes si prvošmo napako in je to posneto s telefonom objavljeno. Tudi recimo, če bi ga zdaj kot fanti hotel lumpati, pa punce pregana, če se tako izrazim,
smo bili v Nemčiji, so nas šle med pauzo vse pokontrolirati, kakšne statuse imamo na Facebookih. Wow. Tako da čist drugi časi so ni primerjavi in se mi zdi, da moraš biti kar pameten, če hočeš to na dolgi rok delati. Torej, moraš ves čas biti pod nadzorom. Je to obremenjujoče? Zdaj, če si tak človek, da ti to zmer pretehtaš, kaj ti več pomeni. Jaz sem to pri mojih muzikantah videl, nekateremu več pomeni ta osebna zabava, pa tako, drugmu pa, tako kot sem jaz, zadovoljstvo publike, ker publika na nek način mi omogoča, da sem tukaj, kakor sem in se ne smem tega zaupanja, rekel, publiki uničati. Ravno ko smo pri bremenu in pritiskih, Emo zanima, če je kdaj to, da se pišeš Avsenik, pritisk? Reč odgovornost, ta prava beseda, ker naš ata je bil res tako virtuos v tem, kako je igral harmoniko, tudi on, ta stil, ki ga danes poznamo, takata, tako, kot harmonike delajo, je v bistvu prvi zabeležen harmonikar, ki je spremljal s harmoniko na tak način. Prej so harmonikari igrali neke viže melodije in on si je to izmislil, tako da glede na to, da je bil prvi, je tudi ta stil zelo izdelal, izoblikoval in pa tudi potem tehnične skladbe, avtorska dela je bil res, kot sem že prej na začetku rekel, en tak unikum, ki se mu danes trudimo približati. Je v bistvu cilj, da se mu približaš, ker ga po mojem preseči ne moreš, glede na to, da si je on to izmislil. In zdaj, ko grem jaz na oder, publika pozna, kako se mora slišati ena Golica ali pa ena skladba od vasi do vasi, ki je malo bolj tehnična, kako mora Slovenija biti, da mora biti dinamika, tudi čutijo, a je energija, so čustva zraven, ker poslušam tako glasbo po radiju, se mi zdi, da ni treba neke jakosti predstavljati. Medtem, ko naša glasba, ko pride refren od Slovenije, smo zmeraj rekli, da mora trobent eksplodirati, in zdaj ti moraš eksplodirati 7krat na teden in moraš zmeraj publiko prepričati. Tako da, če imamo mi slab dan ali pa če nismo v najboljši formi, je pritisk, ker se tega itak takoj zavedaš, ker greš že na oder in si dajemo to v bistvu nekako zavezo, drugega probamo stimulirati. Zdaj lahko interno povem, gledali ste Eurovizijo, smo gledali Finca, in rečemo, ker gremo na oder na veselici, it's crazy, it's party, I love it. Se na Finca spomnimo. Tako da skozi iščemo neke te triggerje, da greš dobre vole. Torej, odgovornost je biti Avsenik. Ne bi pa rekel, da si se mogoče nezavedno podredil neki volji ljudstva, da moreš to furati naprej. Ne, to ne. Mogoče zdaj je vedno večji, rečeva, občutek prisoten, da ko sem jaz začel še veliko ansamblov drugih, še neki te, ki so bili generacije od starega očeta, pa ena generacija za njemu. Zdaj smo pa mi z mojim ansamblom nekako prišli v neko to vodilno funkcijo, gledajo nas, gledajo mojo generacijo in tudi mi smo zdaj nekako dobili odgovornost za naslednje ansamble, kako se bo izoblikovali, kam bo šla ta vsa muzika. In se mi zdi, da če bi jaz zdaj ta hip nehal, da bi se hitro ena praznina naredila, ker če bi 10 let nazaj nehal, tega ne bi bilo, zdaj pa glede na to, da imamo polne open-ere, pa koncertne dvorane, pa da internet, da se veliko dogaja, se mi zdi, da smo v letošnjem letu spet vrnili veliko govora o Avsenikovi glasbi, sploh tudi po tujini. Letos je obletnica, 70 let. 70 let Avsenikove glasbe. Torej je še toliko več špilov. Več je popraševanja, včasih nas najamajo ali pa nas pokličajo, da imajo glasbo za neko priložnost, za veselico ali pa za kakšno otvoritev, kakšnega trga, kakšne ploščadi. Letos pa, kar igramo, je pa v bistvu res vse posvečeno tej obletnici pa tej glasbi. Bi rekel, da kaj si misliš o tej v bistvu javni podobi dojemanja nasledstva Avsenika? Imaš občutek, da te to kdaj omejuje, da bi rad, sam, se zaprl, pa bil sam sabo, ali pa se drugače kdaj obnašal, pa se ne moreš biti v neki pozi? Ne, sta res tle tako, dva lika, en je takaj doma, en je pa ta, tako, kakor ga publika vidi. Jaz recimo nikoli nisem poznal, če zdaj za primer dam Sean Conneryja, igralca od James Bonda, velik fan od njega. Jaz tudi imam ga. No, in ko njega gledam, zdaj, če bi ga srečal na ulici, bi ga poznal kot lik James Bonda, in bi se hotel o tem pogovarjati, čeprav je verjetno to njemu bila ena izmed mnogih vlog in on mogoče čist drugačen od tega. In jaz, ko grem v trgovino
me ljudje najprej, vi ste pa meni poznan, pa to hitro vem, da bi mogel biti v noši. Res? Ja, in vidim, da me ljudje tako, oni me pač po svoje me vidijo, ne. Seveda, noben me ne pozna tako, kot me žena. In tudi vsi imajo tako neko to, ne bom rekel, en tak občutek, no, da ne upam vsak, kar pride, živijo Sašo, kako se, ampak, gospod Avsenik, pa tako. In jaz sem ful bolj v resnici preprost, se mi zdi, no, tudi žena reče, ne komplicirava z neko visoko modo, pa z nekim luksuzom, pa tako, ampak se mi zdi, da lih to, kar sem dostopen, ne rabim nobenih varovanj pa ničesar, ker vsak, ki pač pride do mene, lahko pride, kadar hoče. Super. Kaj pa, ko si bil otrok, ko si bil mlajši, rekel si, da te je tako vedno glasba zanimala, ampak misliš, da bi lahko bil tudi, da bi te podprli doma, tudi če bi, ne vem, ti hotel biti DJ, ali pa da bi rekel, jaz grem pa zdaj freelancati v Afriko, ali pa jaz sem pa zdaj špilal rock and roll, ali pa metal, ali pa tehno, ne vem. Mene so zelo podpirali v vsem, kar sem se odločil. Če sem pokazal veselje za kuhanje, so me dali v gostilni, da sem šel na naše kuharje malo gledati. Podprli so me, ker sem dobil navdušenje za bobne. In smo potem res kar za nekaj časa pisali božičku, pa za rojstne dneve, da smo bobne skup spravili. In sem potem imel baterijo, ne, in je prišel ata Slavko, z njegovim najboljšim prijateljem, sta bila oba dva takrat okoli 80 let stara in ata tako ponosen bil. Slavko je rekel, kako ima veselje za bobne, in jaz takrat sem tam nekaj razbijal. Pa če bi bil jaz danes na mestu data, bi se za glavo predko, ne zaradi, da je to kakšen kriminal, ampak ker sem na glas ropotal tam po kleti. On je bil pa toliko trmast, da je kimal, ko je dober, ker sem izmer hotel spodbujati, nekako, da se najdeš v temu, ker... Tudi če bi nekaj odklonilnega si izbral. Ja, naš ata Slavko, recimo, je šel v Ljubljano, ki je imel malo odpora, in tudi že skladba Zakaj ste si nočkavi, prav nič vam pogodu, so bili takrat malo na kmetih, so starši delali nek pritisk. In naš ata ga je pač doživel, isto pač brat Vilko, in sta zaradi tega šla v Ljubljano, da sta se malo umaknila, se mi zdi, od družine, pa tudi službe sta iskala, ker nista hotela samo, nista mogla preživeti na kmetiji. Tako da sta hotela po mojem tudi potem, kot so rasteli moj oče, pa njegova dva brata, da so si lahko zbrali, moj oče šel na koncertno kitaro, pa si kasneje električno Gibson Les Paul kupil, pa tako so tudi meni potem omogočali, da sem lahko odkril, spoznal sam sebe. Seveda, zdaj, ne je bil pri dolgih laseh, pa dolgih frizurah, A res? Ja, to če mi ni pač pasal, smo se mogli ustrišti, tle je bilo, dokler si pod našo streho je to tako. Aha. Potem pa po svoje, in ne vem, brat se je kasneje tudi pojk je bil 18 tetoviral, ampak kaj ne rečem, nimam nič proti temu, ker ni bilo rečen, tega pa sploh ne smeš, ampak dokler smo klele, do 18 počakati, pa kakor hočete. Torej, dolgi las je še vedno kot nek simbol uporništva? Pa jaz bolj mislim, da nekomu ful paše dolgi lasje, pa tako potem spodbujajo. Tako slabo si izgledal. Jaz sem pa tako slabo mogel izgledati, lih tista faza je bila z mazoli, pa z dolgi lasmi pojoče, mogoče rekel, dej se ga usmilimo, pa ga dajmo hitro zrihtati. Ok, super. Ampak, evo, dolgi lasje, kdo je pod tvojim odrom? A so to dolgolasci, mladi, ali so to starejši? Vsako rundo drugače. Okay. Zdaj, če gremo gledati, rečva na primeru ene nedeljske veselice, so popoldne starejši, penzionisti pa družine z otroci. Če gremo bolj proti večeru, so vedno bolj mladi. Če gremo čez polnoč, so pa samo še tiktokari. Se hecam, ampak tako. Zanimivo ti je, kad te pridajo slikati popoldne, recimo se že tehnika spremenja, popoldne pridajo še z aparati, kakšnimi na film, pa družine tako s telefoni. Proti večeru so pa res, kaj gledaš aplikacije, aparate tako Snapchat, pa TikTok, pa že eni programi, ki jih jaz sploh ne poznam, da kad ti slikaš na obe strani in tja in nazaj obstaja. Ja, da zajameš, se pravi, kdo je pred tabo, pa kdo je za aparatom, tako. Ful so ene finte, ki se jih učim. Pa kakšen je pa vibe na tvojih koncertih? Jer spet, jaz vem, kako izgleda to na rock'n'roll koncertu, nek odklop do konca, če pride do tega. Kaj pa na vaših koncertih? Je to bolj, kako bi rekla, neka zabava v dogovorjenih parametrih, ali se tudi lahko popolnoma odklopiš in sprostiš? Ja, ker je koncerta, so, kako se rekla, te parametri.
Nekaj že itak ni niti plesišča, niti ni, da bi se pijača točila pa tako, ampak je striktno pač sedeča varianta. Največ, kar se zgodi, so veliki aplauzi, stoječe ovacije, tako res žvižganje, navdušeno prepevanje, to smo izkusili zdaj na avstrijski turnej recimo. Medtem, ko imaš pa veselice, pa openere, imamo pa recimo, gremo letos igrati Woodstock der Blasmusik se reče, to je Woodstock pihalnih orkestrov in mi tam tudi igramo in je 25,000 ljudi. In tam gre mladina, si kupijo očale, slamnike, imajo postavljene bungalove, lahko kampirajo in je mešano, kot da bi imel v roko točac delal, pa tako imajo tam eno reko, raftajo čez dan in tako. In igrajo bendi tako, kot smo mi in si predstavljajo 25,000 mladih, tudi starejši imajo vstop, ampak tam so res predvsem mladi, prenesejo za seboj še celo glasbila, tako da to, če ne vidiš na internetu, ne verjameš, da je to možno. In tam pa je odklopa, tam pa sem že videl stvari, ki jih verjetno ne smem po radiju povedati. V redu, torej zadrži zase. Kaj pa ta poza v bistvu vaša na odru, ta neka poza pevcev, pevke in pevca, ta tako neka drža, je neki, v čemer se razlikuje od, ne vem, ostalih žanrov? Ja, to pa mislim, da je. Pri nas, ko sem študiral, zdaj, ko imamo te pare, zmeraj morajo naši pevci, glede na to, da je dost duetov pa zaljubljenih skladb, dajo vtis na odru, kot da sta malo tako zaljubljena. In on mora biti malo tak kavalirski, da jo gor pripele, da gresta skupaj, malo ta stara šola. Noša vse ni zdaj usnjena jakna, nekaj mi, ki igramo kakšne zabavne po veselicah, tam nima veza, ona pride v kratki kikli, on pride v džins jakanci, pride ta gor in sta bolj sproščena. Medtem, ko imamo pa mi, če se zdaj tako izrazim, potuje performance, sta pa ona dva res, kot da je malo kavalir, pa ona malo dama, malo bolj ta sinergija. In pa so potem skladbe, kot je, ne vem, recimo, če Vinče govori, ki pa imata te dojete, ki se kregata, tako da zelo je odvisen od skladbe. On, če poje mehka tvoja dlanja ali pa le spomin deklica, ne more, glede na cartka na nežna besedila, zdaj tam biti preč oporniški. Če mi potem prezabavno igramo od parnega valjaka Lutka Zabal, tam pač iz druga energija. In to pač, jaz mislim, da sama muzika določa držo. Ampak omenil si to staro šolo, pa to kavalirstvo, old school. Imaš kakšne želje, kakšne ambicije, da bi razbijal te ustaljene forme, načine? Da bi prav zdaj željo imel tako, da bi zdaj nekaj se tega lotil, ni še tega bilo v meni, ker nisem nikoli tako razmišljal. Moje razmišljanje je res, kako narediti novo skladbo, kako neko novo sporočilnost. Največji izziv je in Nato Slavko, to in meni, in po mojem vsakmu, ki se glasbe loti, eno novo temo se spomnite, ker je taka poplava glasbe in informacij. In zdaj, če vzamem na šata in napisal recimo skladbo z naslovom Čevapčiči in Ražniči, ki je bila pač za en namen, ali pa je napisal Valček Nagelj za mami, ki je spet drug namen. Skratka, hočem reči, da imamo tudi mi različne publike in zdaj imamo eno skladbo, ki je naslov Žena me tepe, ker verjetno si lahko predstavljaš, da jo mogoče 50 let nazaj ne bi tako napisala, ali pa ena Bolha za pomoč, ki smo zdaj naredili, ki ima 3 milijone ogledov. To sem videla, da je cel hit, ne? Ja. Vsi so rekli, pa tako, te, ki so okoli mene, Bolha, ali se bo to pač prijel, da imaš to besedo ali pa besedno zvezo v naslovu, a ne bi bilo bolj, če bi dal naslov po refrenu. Kam se ti tako mudi? Mi imamo pa v bistvu zdaj Bolho, lih kot provokacijo, Tako da neki te odmiki so zaradi neke pozornosti, da nastane, da se ljudje pogovarjajo, Bolho so dali, a so nekaj ven, gremo to pogledati, kakšne pa zdaj to skladba. Ker so v bistvu neki motivi, ki se ponavljajo znotraj tega žanra. Ja, bi lahko rekel. Kaj, romantična ljubezen, urejenost, nasilje v družini. Ja. Imamo mi zdaj za žena me tepe, če Vinče govori, take, lahko rečemo, lahkotnejše teme ali ne, ali bi bilo to slabšalno? Ne, vse sorte je. Imaš tudi recimo skladba, ki je naslov Tujec, ki govori o človeku, ki pride v mesto in ni, pač on pogreša, ima to domotožje, da nima prijateljev, družine, domačinov, da je tam drug tempo, so tudi kot družbeno kritične skladbe, te so recimo tudi na več načinov, ene so na humoristični način, to, kar je imel Franc Košir,
Alfiju so pa seveda dali kot neke te balade, ki so ti v razmislek, sama besedila tudi, ali pa vrednote, tudi mogoče tako krščanske, praznične, družine in prazniki in tako naprej, mogoče se danes to nekdo čist drugače posluša, takrat je bilo samoumevno, da se je družina skupaj posedla, danes pa, ker se skupaj posede, še ni rečen, da skupaj sedijo, ker so na telefonih pa tako. Ja, ravno Aljaža, zelo zanimivo vprašanje, zanima ga, če misliš, da je narodno-zabavna glasba lahko kritična ali je namenjena zgolj zabavi. Saj na nek način si že odgovoril, ne? Torej, te zanimajo tudi take teme. Ja, absolutno, zaradi tega, ker sploh, če daš ven ne single, na single daš ven eno skladbo, pomeni, da moraš čim več takrat narediti ogledov, čim več publishinga, čim več ljudi dosežeš. Če pa ti izdelaš album, se mi pa zdi, da probaš biti zanimiv, ne da je 12 istih skladb gor, ampak narediš ena, ki je bolj plesna, ena, ki je bolj sporočilna, ena, ki je malo humoristična, ena, ki ima več glasbenih vložkov. Tako da tukaj se mi zdi, da je ta prav recept, da imaš ti to širino. Avstniki, se pravi moja prednika Slavko Vilko, sta napisala 1100 skladb v svojem življenju. In tukaj so res najrazličnejše stvari, za lovce, za tiste, ki rožce nabirajo, za gobarje, za v končni fazi čebelarsko himno imamo od Avsenikov, in tako. Tako da sta res iskala, ne zdaj, če sta napisala na Golici, zdaj pa deva še 10 Golic napisati, ampak sta šla še v druge smeri, da tudi, ko greš na morje dol, je valček Jadra iz Menoja, imamo valček za Postojnsko jamo, za Lipico, za konje. Kar se pa samih družbenih stvari tiče, pa ja, so takrat imeli eno skladbo, ki je bil naslov Sunday Modern, ki so li hoteli kritizirati, da bi še lonc dal na glavo, če bi bil modja. Tako so tudi taki družbeno-kritični komadi bili, ampak vedno z neko to pozitivno konotacijo, da niso bili sovražni, žaljivi, ampak da so ti na humorističen način vsaj zamisliti dalje. In tudi s temi temami in s temi besedili, s tem širokim spektrom, v bistvu naslavljaš tudi mlade. Ja, zaradi tega, ker mladi, eni so ti žureri, ki rabijo 3 besede, ki jih slišijo, pa jih ponavljajo potem celo leto, ker imamo take komade, imamo pa tudi mlade, ki pa v bistvu hočejo eno kvaliteto. In danes še gremo komentarje, brati od kakšnih banalnih skladb, se mi zdi, da se mladi lahko ful pohvalijo, lahko pa tudi zelo skritizirajo. In danes hitro rečemo, tako kot gledamo, ne vem, so kakšni slovenski influencerji, ki mlad še niti ne bo svojega mnenja ustvaril, pa bo influencer rekel, to je pa za nič, pa bojo tudi mladi potem nekateri kritično pretehtali, ampak prej z njemu potegnili pa rekli, to je slabo, in ena stvar se potem sploh ni imela šanse za razvit, ker je že vsa morala se pobila okoli nekega projekta. Bi ti lahko rekli, da si ti narodno-zabavni influencer? Jaz mislim, da sem. Si? Ja, jaz mislim, da sem. Ravno ko smo pri kvaliteti, Gašperja zanima, kako prepoznati kvaliteto v narodno-zabavni glasbi. Ne kako prepoznati kvaliteto, pa kako ločiti zdaj, katere so tiste veseličarske, katere so pa tiste na nekem višjem nivoju bolj poglobljene. Jaz mislim, da tako, vsak glasbo drugače dojema, ni prav pa narobe, ampak jaz zmeraj iz sebe izhajam, če mi nekaj všeč. Jaz, ko sem, če dam primer, Beatle prvič poslušal, mi niso bili za poslušati, ker mi je bil slab zvok, pa tudi vokalista sta mi bila tako, ko sem prvič poslušal, taka malo tečna vokala, sploh Lennon. Ampak potem, ko sem pa CD, sem rekel, če so ljudje tako navdušeni, če je tak hype, grem cel CD poslušati in sem potem imel 11. skladbo na CD-ju, mi je bila pa zelo všeč. Je bila čist drugačna in sem potem dojel njihov sound, njihovo filozofijo, od Lennona sporočilnost, od McCartneyja muzikalnost, da so Ringota Starja obdržali, Bobnarja, da je bila res ta kolegijalnost, neko to kameradstvo. Bi rekel, da tudi pri narodno-zabavni glasbi ni tako, da daš ti en poskus, zdaj pa ti je všeč ali ti ni, ampak probaš dojeti, kaj je Mihelič, kaj je Slag, kaj je Avsenik, kaj so zlati muzikanti, kaj so Modrijani, kaj je ansambel Saša Avsenika. In se mi zdi, da se, če si odprt za glasbo, najde v vsakem žanru nekaj. Jaz mogoče 10 let nazaj ne bi, sem enkrat že rekel, intervjuju Rammsteinov poslušal, ampak glede na to, da je bilo tak hype za njimi ali pa tako veselje, navdušenje, sem si šel od njih stvari pogledati, ne samo eno skladbo, ampak raziskovati. In všeč mi je tudi ljudje, ki rečejo, ne vem, ne marajo ene hrane, mogoče sem imel takrat smolo, kad jo je nekdo pripravil, daj probaj še na kakšnem drugem naslovu, isto hrano. Rammsteine omenjaš, kaj si Sašo Avsenik zavrti v avtu ali pa doma?
da ni narodno zabavna. A si zavrtiš kaj takega in kaj to je? Ja, jaz v bistvu vse drugo, mislim, vse. Jaz imam tega na odru, veliko narodno zabavnega in vse, kar pride novega ven, poslušam. Zelo sem tudi ljubitelj avstrijskega Oberkrajna, no? Ker oni ga vse malo drugače igrajo kot mi in mi je lih zaradi te drugačnosti spet zanimiv. Zelo sem se nekako naučil od mojih prednikov, da ne zdaj sam poslušam, kdo bolj kopira, ampak kaj nekdo tudi na svoj način naredi. Tako da v avtu jaz imam največ latinske bosanove zadnje cajte. Kaj res? Carlos Jobim. Ja, Jobim, Stangec. Ja, tako in imam pač rad njihove inštrumentale. Zelo rad imam tudi ta staro popevko od Franka Sinatra, Dean Martin, Doris Day in tako naprej. Ta stara glasba. Moja šolska leta so bile Queen, ABBA, Beatlesi. Recimo tudi imamo vmes, ko se na veselice pelem, se včasih dan kakšen dober hip-hop ali pa R&B, da ima več basov, ima več bobna, ker se mi zdi, da ti tudi en boost da. Zaradi tega tudi spočit prideš, da jaz ne bom ta peto golico v tistem dnevu slišal, ampak tista, ki bo ta prva, bo najboljša v tistem dnevu. Se mi zdi ta pestrost, da mi veliko da, ker sem pa sam tudi, rečemo, hobi bobnar. Sem pa tudi raziskal zelo veliko ritmov. Michael Jackson, če greš live koncerte poslušati, še 70, 80, kaj še res live band imel, kaj se tam dogaja, črnci pa tako, kakšni ritmi so, kakšni vokali. Se mi zdi, da tist, ki nima posluha, da je veliko prekrajšan. Bi ti sodeloval, bi naredil kakšen komad v kakšnem drugem žanru, naprimer v bosanovi ali pa v metal različici? Jaz sem za te stvari zelo odprt, zelo sem bil vesel, da me je Teo Kolori povabil v Momento Cigano, da sem kot harmonikar nekaj tonov zraven pritisnil in jaz sem pač njemu, ker sem oboževalc tudi te gypsy, jazz ritmov, sem mu veliko stvari polajkal in enega lepega dne mi je na Instagramu pisal, ja pa, a bi mi kaj skrb naredil, ker vem, da naš sam lajkal, In meni je bilo super, in je prišel v Begunje z Matijem Krečičem, in sem bil tako res počaščen, da sem lahko iz moje harmonike tudi kaj stisnil, ampak seveda z drugim registrom, ker ni, recimo imaš ti alpski register, ima harmonika, ima pa tudi ta jazz in drug register ali pa klasičen. Tako da mene, če bi me kdo vprašal, če bi se harmonike lahko naveličal, bi rekel, da je to kar da bi se naveličal svojih pljuč. Ti lahko pač imaš ta pljuča za šport, lahko jih imaš za prepevanje in tako naprej. In tudi pri harmoniki imaš toliko različnih zvrsti. Mene kot inštrument super, lahko igraš kot orglek, imaš te registre, lahko na rock sistem, lahko na klasiko ali pa bossa nova v končni fazi. Harmonika pljuča. Sašo, a obstaja avsenik brez harmonike? Ja, obstaja. Zaradi tega pa težko filozofiram o tem, kaj sploh je avsenik, ker sta dva brata. Slavko je bil bolj usmerjen v ljudskost, v ples, v zabavo. Vilko je pa tukaj na radio delal, brat, in je delal v plesnem orkestru kot klarinetist, saksofonist, potem kasneje bil tudi kot nek urednik, pomagal slovensko popevko postaviti. In zaradi tega so bili skozi tudi vplivi, oni so strmeli avsenikov zvok, je zdaj ta kvintet, ampak avsenikova glasba je bila pa tudi slišana od big banda do simfonikov, do slovenskega okteta, se pravi zborovskega podajanja te glasbe, in bi lahko res rekel, avsenikova glasba je čist sama svoja glasba. Samo svoja glasba. In tudi še vedno nagovarja mlade, še mogoče tega se malo dotakneva, to je res zanimalo poslušalce. Po kakšnih metodah posegaš, da bi mladim bolj približal glasbo? Jaz mislim, da ta glavna stvar je kvaliteta in pa tudi mogoče malo tako različni poizkusi. Nam se je zdaj ta ena bolha za pomoč se nam je posrečila, ker je lahkoten komad, ima dober groove, če rečem, za narodno zabavno glasbo. Imamo simpatično pevko, ki je lepo ta komad zapoje, imamo zraven Seška, ki naredi potem v tercetu res tako dober vokalen spektr ali pa ne vem, ko se je izrazil, da dobro obliko vsemu skupaj. In potem ti začneš to raziskovati in prideš pa na te stare komade in začneš po mojem iskati najprej te plesne stvari, pa kaj hočeš, tako kot knjige, kot enega avtorja, prebereš komercialno knjigo, te pa zanimajo še njegova ostala dela in kako je on razmišljal in prideš potem do ostalih tisočih skladb. Tako da se mi zdi za eno bolho, smo zdaj spet veliko.
Bohaj trnek. Ja, rečemo, ne zdaj za ta mlade. Za ribe. Ja, včasih je bila to Golica recimo, ali pa Roblek, ali pa otoček sredi jezera in so potem ljudje tako prišli, vključno recimo Jan Plestenjak je klele enkrat za Karolijem sedel in je rekel, jaz pa hočem od Avsenikov vetrnosti pesem mojo, ker so v bistvu notar jazz standard prijemi, od artikulacije do glasbenega podajanja in tudi harmonično gledano. Kako si pa razlagaš ta naval mladih na narodno zabavno glasbo? Gre samo za neko, so oni pridejo zaradi glasbe ali zaradi druženja? Vse skupaj, po mojem, da sploh tudi druženje dobro. Zdaj, tisti, ki kupijo vstopance, vemo, so prišli zaradi glasbe in teh je zmeraj več. Jaz to opažam, zdaj Cankarjev dom, pa Ljubljanski grad smo bolj iz Facebooka prodali, ker smo dali 2 objave in to je kar začelo, so kar karte kaplala in starejši so rekli, premalo je bilo reklame, da bi lahko ta prav čas kupili. Ampak, če vzamemo Veselice, mladi pridejo pogledati svoje prijatelje, ki so, bili skupaj na nogometu in reče, zdaj pa na Veselico na eno pivo, tam poje kakšno punco spoznajo, pelje na plesišče, iz tega poje tudi izhaja, da se mogoče kaj zaljubijo in 2 leti, ko sem ansambel Saša Avsenika na poroki špila, se zgodi. Je pa še tako, da kaj konc Veselice je zmeraj večji fenomen meni to, da imajo te mladi potem inštrumente v avtih, se pravi v diskoteki, ki je bilo konc, so te ven vrgali, te grejo pa poje na parkirišče in tam odprejo vrata, da imajo luči, vzamejo tisto frajtonarco ven ali pa drug inštrument in pojejo in špilajo in igrajo na frajtonarco Dragojeviča in pojejo, ne vem kaj vse, skratka ne pustijo si zaključiti tistega večera ali pa tiste noči. In to bi itak mogli vedno več in čim večkrat plesati, se veseliti, se smejati, se imeti fino. Ja, super je, če je en tak balans v življenju, če samo plešaš ni dober, pa če samo delaš ni dober. Tako da jaz zmer pravim, da mu fajn dela, da mu pa fajn plesali. In to tvoje ravnotežje ti dobro usklajuješ? Ja, zdaj, če bi mene pa žena vprašali, mi da bolj delava, kot plešava, ampak je pa res, da ko imaš otroke, pa kad ti sprimeš v roke, pa daš na kolena gor, pa kad ti začne stavke sestavljati, je pa to v bistvu tak booster, da v zelo kratkem času dobiš zelo veliko nazaj. Zelo lepo. Sašo, zadnje vprašanje. Se kdaj vprašaš, kaj bi bil, če ne bi bil Avsenikov? Vprašam se mogoče tako, kaj bi drugega počel, če ne bi imel ansambla. Sem pa prišel že do tega, da zelo uživam med ljudmi, da imam rad družbo, ne glede pač, kje smo, zelo rad filozofiram. Jaz sem odprt za argumente, ker se z nekom pogovarjam in vem, da se me da prepričati v kaj drugega, sam, da imaš pač na drugi strani pametne argumente, ne zato, ker nekaj tako piše, ampak imam to zelo rad, tako da potovanje, turistični tehnik. Jaz mislim, da to, kar sem bil po izobrazbi sicer, da bi na avtobusu sedel pa z ljudmi potoval po Evropi, pa kazal stvari, Se mi zdi, da je to nek tak poklic za mene, po drugi strani, zdaj kaj pa družina, sem pa zmeraj doma, tako da kaj bi bil, če ne bi bil Avsenik, po mojem, da bi bil še zmer ljudski človek. In ljudski človek si in boš ostal. Sašo, najlepša hvala, ker si prišel v Rožnato dolino. Hvala, da ste me povabili pa poslušali, jaz upam, da je bilo za preživeti. Je bilo, super je bilo. Evo, bil si na valu 202, upam, da se boš pogosteje pojavljal, da ne bomo samo v Plenici se srečala, da bomo tudi kaj več vrteli. Kakšen duet se moram spomniti, kakšen muh, ga več vrtite. Točno to. Hvala tudi vsem, ki ste prišli z nami do konca. Jaz sem Katja GS na Instagramu, pišite me za ideje, za komentarje, karkoli. In če ste prišli do konca, nas lahko tudi delite ali pa se naročite na naš podcast. Se slišimo po poletju in uživajte. Čau!